Ena delnica Velanina na borzi je danes 1,97 evra. Samo vrednost zemljišča Velaninega je pa v tem istem času, če ga vrednotimo z 800 evrov na kvadratni meter, 14 milijonov 172 tisoč ali 4-krat več kot celotna Velana na borzi. Velana Ljubljana vse skozi izkazuje podcenjeno vrednost premoženja. In to ne enkrat, dvakrat, ampak 15-krat. Vrednost tovarniških zemljišč na Šmartinki ima Velana v svoji premoženjski bilanci ovrednoteno po cenah izpred 40 let. Torej po nabavni vrednosti, njihova dejanska vrednost je pa glede na atraktivno lokacijo, kjer bo ob Šmartinki zgrajen kompleks stolpnic, tudi 12-15 nadstropnih, ki ne more opravičevati ceno 50 evrov za kvadratni meter, kot jo ima Velana Ljubljana uporabljeno pri vrednotenju premoženja v svojih bilancah. Na teh atraktivnih lokacijah se te cene gibljejo tam od 700 evrov pa do 1100-1200 evrov za kvadratni meter. Če to sedaj prenesemo na premoženje Velane Ljubljana, na 17.716 kvadratnih metrov, in če ovrednotimo to površino samo s 800 evrov na kvadratni meter, je vrednost tega premoženja dobrih 14 milijonov evrov. Velana ima po svoji premoženjski bilanci to isto premoženje ovrednoteno z 947 tisoč evri. Posledica tega je, da je knjigovodska vrednost ene delnice Velane danes 7,61 evra, če bi samo to vrednost premoženja, zemljišč, prenesli v kapital Velane, bi se knjigovodska vrednost ene delnice zvišala na dobrih 19 evrov ena delnica. Če samo prevrednotimo to isto premoženje na novo tržno vrednost. Seveda pa ima Velana ne samo zemljišče, ampak ima vse gradbene objekte, strojne naprave, tudi zelo moderne strojne naprave, potem zaloge materiala, izdelkov in tako dalje, denarna sredstva v bančnih depozitih, potem blagovna znamka, vila na najbolj atraktivni lokaciji v Ukancu s 4000 kvadratnimi metri in tako dalje. S tem Velana zavaja javnost in male delničarje in jih poskuša z mizerno odpravnino iztisniti iz lastništva Velane. Ob tem pa seveda ogromno premoženjsko korist prisvojiti zase in pa sebi enakim partnerjem. To igro počne uprava in njeni somišljeniki celo z nezakonitimi dejanji, to je s kršitvijo Zakona o gospodarskih družbah, ki zahteva, da mora letno poročilo med drugim izkazovati resničen in pošten izkaz premoženja družbe. Tega uprava družbe doslej še nikoli ni storila, se je pa resno prizadevala, da bi čim hitreje iztisnila iz lastništva družbenike, to je bil tudi namen dokapitalizacije, ki so to premoženje z velikim trudom polnih 50 let ustvarjali za svojo lepšo prihodnost. Velana je vse to, kar je sedaj na Šmartinki in kar je v počitniških kapacitetah, ustvarila in zgradila s svojim delom, svojimi sredstvi, brez kakršnega koli zadolževanja v preteklosti. Nasprotno, gledala je v bodočnost naprej in sprotno akumulacijo, ki jo je dosegala,
vlagala in načrtovala nadaljnji razvoj Velane. Vendar so se razmere potem predvsem po lastninjenju bistveno spremenile. Ne glede na to, da Velana v zadnjih nekaj letih, mislim, da je to 5 ali 6, pri tekočem poslovanju ustvarja izgube, so rezerve Velane iz sistema, ki je bil pred sedanjem, tolikšne, da Velana kljub tem izgubam v zadnjih letih še vedno visoko likvidna, nezadolžena, samofinanciranja s preko 90% lastniškim kapitalom v virih sredstev, kar je skoraj, bi rekla, edinstven primer v Sloveniji v današnjih razmerah. Delničarjem malim se prikriva to premoženje. Veliki delničarji dobro vedo, kakšno je to premoženje, zato se brigajo za to, da bi čim večji delež tega premoženja prešlo na teh par, saj to jih je samo nekaj velikih delničarjev, ostalo pa bi iztisnili z neko mizerno odpravnino, ki ni vredna, da bi jo sploh sprejeli. To je žaljivo za ves ta kolektiv, ki se je 50 let trudil, da je dosegel to, kar je dosegel, kar se vidi, kar je dokazljivo, kar se da oceniti in predstavlja ogromno premoženje, od katerega tisti, ki so ga ustvarjali, ne bodo imeli nič. Z njim se bo okoristilo par tajkunov, ki se ukvarjajo z nepremičninskimi posli, zbirajo tiste firme, ki imajo premoženje v nepremičninah, slabše rezultate, da jo lahko spravijo v likvidacijo ali v stečaj, poberejo nepremičnine, se s tem izkoristijo. Velane žal ne morejo spraviti ne v likvidacijo, ne morejo spraviti ne v stečaj, ker bi morali z izgubo delati še mogoče desetletja, da bi jo spravili v tak položaj, kot z lahkoto pospravljajo večino ostalih firm, predvsem tekstilnih, saj nas je bilo skupaj približno 100, danes pa ne vem, če jih je še 5.